rečem, to ne misli čisto resno, ne. Zato, ker jaz ne bi tega mogel. Ljudje pa imajo svoje izkušnje in so zmožni marsičesa. In tudi avtor, mislim, da ta drugi, piše, da Bog takim lahko še večje milosti nakloni, recimo, ki so sposobni iti čez neke, bomo rekli, čisto človeške prepreke, tudi v smislu sprejemanja Božje volje v nekih skrajnih primerih. Mogoče za zaključek tega razmišljanja, preden dam besedo tudi vam, oziroma če imate kakšno vprašanje, boste lepo povabljeni, da ga izrazite. Kakšne vaje v sprejemanju Božje volje bi lahko izvajali, ali pa kako se vaditi, uriti v tem, da nekako sprejemamo Božje volje? So kakšne metode? So. Predvsem je to stvar, mogoče bi uporabil kar svetega Ignacija, on je bil res mojster, res. Mislim, to so potem za njim in so poskušali to delati, ampak Ignacij je res stvari, res pogrupo, predvsej dobro. Seveda vsako stvar ne absolutizira, ampak reče, to so sredstva, če pomaga. To se pravi, Ignacij ne bi napisal knjige. Če hočeš zasveči to in to, potem moraš zmoliti to in to, 3-krat pljuniti čez ramo in se bo stvari zgodile. Tega ne bo. Ampak neka druga stvar, ki pa Ignacij počne, je pa naslednja. Se pravi, človek mora sebe poznati. Mora poznati svojo notranjost. Mora poznati sebe, ko je potolažen, ko je v tolažbi, reče, konsolacijo, in opazovati, kako takrat reagira. In takrat, ko je človek v tolažbi, takrat ogromno lahko dobrih stvari akumulira, prevzame nase, razmišlja o preteklosti na drugačen način, o tisti klofuti od včeraj razmišlja malo drugače, kot je včeraj, ko je dobil. Se pravi, takrat, ko si ti v dobrem stanju, se pravi, si v tolažbi, kot on reče, takrat pograbi, kolikor moreš in tega sonca in pusti, da te pregreje. Ker boš mehen nabral še za tiste čase, ko pa tega ne boš. Potem pa Ignacij pozna tudi, se pravi, potrtost ali pa dezolacija, ko sonca ni, dezolacija. Takrat je pa zelo pomembno, da se ne zadržujemo tam po nepotrebnem preveč, ker imamo spomin na to, da so stvari lahko drugačne. Vse veste, če ste kdaj depresivni, bili, vsak je malo depresiven, kdaj ne, ampak potem je bilo tam temno in ni bilo volje in ničesar, nič se ni dal. Ampak potem pa zdaj veste, se spomnite, ampak zdaj pa nisem več depresiven. Se pravi, da se da ven prideti z tega. In če se to ponovi, sem enkrat že ven prišel in bom še drugič in bom še tretjič. In človek akumulira na nek način izkušnje, dobre izkušnje in raste, vse osvobaja. Kar se tiče Božje previdnosti, je pa nekaj podobnega. Takrat pa dam v svojo zavest, v refleksijo prav to temo. Recimo, lahko gledam na svoje življenje, pogledam, kaj se v mojem življenju dogaja lepega, vidim, kako me to gradilo, kako me gradi. Lahko pa gledam tudi, kaj v mojem življenju mene gradilo, ali pa na nek način, lahko tudi gradilo, ali pa tudi zmaličilo nekaj temnega, se pravi, nekaj težkega. Ampak kljub temu, da sem tukaj in pa se zahvalim Bogu, konec koncev ti že veš, zakaj bo to prav. Hvala ti za to. Jaz ne vem čisto točno, ampak vem, da ti veš. To je pa zaupanje v previdnost Božjo. Se pravi, da kar se zgodi, ima nek namen. To je krščansko upanje, ki je za Jude kaj? Pohujšanje, za pogajanje pa nespamet. Za kristjane pa to neke vrste središče vsega. Po druge vaje, lahko se človek tudi malo spomne, kakšno vaja še.
Predstavljate lahko, kako odreagirati na nekaj, kar se nam zdaj dogaja, pa nam je težko sprejeti. Si lahko predstavljate, kaj pa če bi zdaj, si predstavljam sebe, da bi zdaj umrl, kako bi bilo? Ne? Kaj bi izbral? Okay. Mislim, mi imamo imaginacijo, imamo predstavnost ljudje, to je neverjetna funkcija, ki se jo moramo učiti izkoriščiti. Ker ta nam pomaga, da gremo čez tiste trenutke, ko smo prazni in suhi. Pa druge stvari. Včasih, ko se z ljudmi pogovarjam, največkrat uporabljam Ignacijeve stvari, ker so gotovo najboljše. Kdaj se spomnim, pa kakšno vajo tudi sam za njih. Ampak to mora biti pa iz konteksta. Ja. Zase se malo težje spomnim, kakšno vajo, rabim kakšnega drugega, da mi pomaga. Ja. Torej, sedaj dajem besedo vam, če imate kakšno vprašanje. Jaz bi tako rekla, ne? Če je Bog ljubezen, kot je govoril bivši papež Ratzinger, in ljubezen ne želi nikomur slabega, ne želi, da bi kdorkoli trpel. Ja. Vemo pa, da človeška ljubezen je druge vrste lahko, povzroča lahko veliko razočaranj, trpljenja in tako dalje, povzroča pa tudi zelo veliko nesreče. Gre, pri tem mislim predvsem osebe, ki trpijo zaradi raznih oblik zasvojenosti. Tukaj pa Bog lahko veliko pomaga, ampak Bog mu je dal človeku svobodno voljo. Torej mora analizirati svoje življenje. Kaj počnem, da sem v bistvu sužen, da nisem svoboden človek, da moram vzeti injekcijo, tablete, alkohol in tako dalje. In se potem odločiti, kaj bo naredil. In tukaj lahko Bog zelo pomaga. Zaradi recidive, ker ti se ne ozdraviš čez noč, ampak prihajajo valovi, ko te spet vleče tvoja zasvojenost nazaj. In tukaj ima pa Bog odločilno funkcijo. Takrat se pa na njega obrni in ga prosi, da ti svojo ljubeznijo da moč, da premagaš to zasvojenost, ki te pelje v nesrečo in uničuje vse okrog tebe, recimo ženo, otroke in tako dalje. To mislim, da je pomembno. Tukaj je Bog zelo pomemben in tukaj se kaže tudi njegova ljubezen. Če se boš ti znal na njega obrniti, ti bo tudi pomagal in če boš v to verjel. Hvala. Ja, hvala vam. To je ena taka zelo pomembna točka, mogoče nismo dosti izpostavili, ampak gre za to, da človek mora iti proces osvobajanja, skozi proces osvobajanja in to osvobajanje je možno samo, če se obrne na ljubečega Boga. To je dejstvo. Ker nismo mi svobodni zares, če jaz rečem, da sem svobodna, ampak v resnici pa toliko drugih stvari, faktorjev, ki še zdaj name vpliva, ne? In v nekem smislu gre za osvobajanje od zasvojenosti in podobnih stvari, ali pa vplivov, ne? Ki determinirajo mojo svobodo. Bodi si, kako vidim svet, kar mi ustvarjajo mediji, ne? Tak in tak pogled, moji predsodki in podobno. Ne? To je izredno pomemben proces, zasvojenosti sploh. Pa tudi, ko rečemo, da nismo zasvojeni, nismo vedno čisto svobodni. Ne? Zato je to delo na sebi izredno pomembno. Delo na sebi z Bogom, jasno. To ne gre za samo izpopolnjevanje, niti slučajno. Ne bomo nikamor prišli. Še kakšna misel, vprašanje? Me zanima, glede Ignacija, ko se je pač središče dal Ignacije, to njegova učenca. Kako je pa povezan egzamen, ki je tudi nekje v središču Ignacijevih vaj, pa Božja previdnost? Božja previdnost? Ja, kako skladi tudi to vajo egzamna, ki jo daje nekje kot središčno vajo, pa ne pa... Ja,
Jaz ne vem, če vsi poznajo vajo egzamna, je zelo preprosta, pa zelo težka hkrati. Preprosta je zato, ker se to je molitev, ne, ki jo ponavadi naredi človek opoldne pa zvečer, ali pa vse zvečer, ali pa vse kjer pred teden. V glavnem, vaja je pa v tem, da se znaš za stvari, zaznaš stvari, za katere si hvaležen v tem dnevu, da zaznaš stvari, kjer nisi bil svoboden, kjer si zašel v greh. Svoboda je tukaj pomembno pojem. In pa, kje si iskal Božjo voljo, kje pa si svojo iskal. V bistvu egzamen je neke vrste ključna vaja za to, da vidim, koliko sem v skladu z Božjo voljo živel in deloval, koliko me je to sreča na nek način. In pa koliko pa nisem. In skozi to prakso, stalno prakso se človek nekje spoznava vedno globlje in spoznava tudi, kje se ta Božja volja za njega premika, kako ga zgiba. Zelo pomembna točka pri vseh teh vajah. Nikoli ne dosežemo popolnosti zares. Popolnosti je Bog sam. Veliko bolj je pomembno to, da zaznamo določene stvari v nas in skušamo priti k Bogu. Ker če bi sami to dosegli, potem ne rabimo niti Kristusa. Mi pa rabimo Kristusa. Rabimo njega, da nas pripelje tja, čez kamor mi ne moramo sami. Tukaj pa milost, na katero se moramo zanašati. In egzamen tudi to prinese. In zanašati se na Božjo previdnost je milost. Mogoče nekaj v tej smeri, bi rekel. Božja previdnost se izkaže skozi to, ko sebe poznam. Se pravi, kako me je Bog pelil, kako je dobro, da me je tisti avto zjutraj pošprical, zlužal, da sem se moral spet domov preoblečiti, ker potem ne vem, kaj sem zdaj nekaj drugega. Tako sem človek naučil gledati. Včasih malo naivno, ampak včasih moramo biti malo naivni. Ne preveč, Pater Damanič, jaz vam eno, ki gre na imaginacijo oziroma eno umetniško tenkočutnost leti. In sicer, ko pač prebiramo te 16. stoletje, je bilo rečeno knjiga, da ne mislim. 16. En duh veje v teh pojmovnih sestavih. Kaj si zaznal, kje se razločuje od duha današnjega tega, ki ga živimo, rečemo, da smo nekako kulturno v istem duhu živimo, pa kje se razlikuje? No, v nekem smislu ljudje smo še zmeraj isti ljudje. Mogoče tukaj gre za en jezik, ki je šel z drugim Vatikanskim koncilom nekoliko v drugo smer, odpira nove možnosti, nove variante, razlage. Jasno, veliko stvari se je zgodilo tudi v zgodovini, od takrat pa do zdaj. Med drugim tudi svetovne vojne, ko sta te dve svetovni vojni. Potem zdaj se dogajajo neverjetne stvari z računalniško IT revolucijo. Mi zdaj niti ne dohajamo več tega, kako se svet spreminja, ki se je spremenil. In ta jezik mogoče je ustrezen do določene mere, ko se ga navadimo, ko ga znamo prevajati v našo izkušnjo. Vsekakor pa, če bi kar ostali pri takem jeziku, mogoče ne bi nagovorili kaj dosti ljudi. Če si predstavljate, ne vem, pač nek pogled na svet iz preteklosti, ki bi enostavno predstavljal na zdaj, bi bilo kurioziteta neke vrste kulturna, vprašanje pa kaj bi res prineslo v sodobni kulturi. Pa vendarle ta knjiga govori v enem jeziku, ki ga mi mogoče ne govorimo več toliko, pa je zato zanimiv odkriti en ta aspekt človeka, ki je izrečen na tisti način. Se pravi, zmeraj se bogatimo.
če karkoli beremo, ali sodobne stvari, ali iz pretekle stvari, izmeri nekje pretehtavamo, čutimo, spoznavamo in se učimo z vsake stvari. Tako da je pa res, da mogoče ni čisto tako, jak se razumljivo ali pa govori. Mogoče danes ne bi tako govorili na ta način. No, mogoče v času, ki je živel Kolumbier, ne, takrat je moje imela Marija razodetje v Božjem srcu, ne. In on je bil tisti, ki je bil poslan, da je širil pobožno srce Jezusa, duhovno srce Jezusa v času gimnazijalizma, ko je bilo tako strogo, ko ni bil več v središču Jezusa, ampak strogi Bog. To je bila moč, da je Jezus postal skrit. To, kar se še danes spet ponovno vračamo k Božjemu srcu, k Božjemu snu. Zato recimo, da so njegove molitve o Kolumbiji, on je bil potem poslan in širil to okrog. Imate te molitve zaupanje v Božjo pravilnost. Ta jezik, če to preberem, je čisto sodobno, ne? To je njegova molitev, recimo. Če jo lahko preberem. No pa daj. To je molitev, ne? Zaupanje v Božjo previdnost. Ljubeča in skrbna previdnost mojega Boga, v tvoje roke zaupam svojega duha, tebi prepuščam svoje upe in bojazni, svoje trepenenja in odpore, svoje časne in večna pričakovanja. Tebi izročam potrebe svojega menljivega telesa, tebi izročam veliko dragocenejše želje svoje neumrljive duše, za katero se mi ni treba bati, da se le ne oddaljim od tvoje ljubezni. Čeprav imam mnogo napak in je moja beda velika, čeprav je moja duhovna revščina skrajna, moje upanje vate presega vse. Trdnejše je kot moja slabotnost, večje kot moje težave, močnejše kot smrt. Tudi če bi se mi lotile skušnjave, bom upal vate, tudi če ne bi vztrajal v svojih odločitvah, se bom zaupno obračal na te za milost, da jim bom končno nezvest. Celo če bi zahteval od mene, da umrem, bom zaupal vate, saj si ti moj oče in moj Bog, ki mi je prinesel odrešenje. Ti si moj dobri, sočutni in prizanesljiv oče in jaz sem tvoj dani sin, ki se prepušča v tvoj objem in te prosi za blagoslov, vate zaupam, v takem zaupanju se ne bom izgubil. Amen. To piše Kolumbija, ne? Da je človek pobožnosti se je on začel širiti, tako da bi zdaj, to je on začetnik. Z tega stolišča so zelo pomembno, ne? Ker je spet Jezus postal to, kar je bistvo evangelija. No, tukaj govorica pri Kolumbiju je že drugačna, tudi, bi rekel, manj špekulativna, no, tako bi rekel. Čeprav tukaj je dokaj špekulativen v tem poglavju, ki ga napiše, ampak načeloma pa ne išče več toliko, ker srce Božje je nekaj človeškega, ne? Predstavlja človeško izkušnjo Boga. Po drugi strani pa razkriva tudi našo človeškost, pa tudi mogoče našo ranljivost, pa nepopolnost na en zelo usmiljen ali pa sočuten način. Kar mogoče taka špekulativna duhovnost, ki nekje pretehtava razloge za proti, ne uspe. Tako da Kolumbije je uspel, je nagovoril cerkev, praktično celo cerkev, skozi to duhovnost srca Božjega. V tem smislu je zelo zanimiv avtor. Tudi Saint-Just je, o njem zelo malo stvari zasledimo. Jaz sem iskal tudi kaj več o njem in sem spraševal nekatere strokovnjake iz Pariza, sobrate, če mi kakšno stvar pošljajo, in niso kaj dosti našli. Bil je ravnatelj 2 kolegijev, sicer pa plodovit avtor, ne vem koliko del je napisal. Tole so bi rekel samo malo delčki tega, kar je ohranjenega v tej knjigi od njega. Sicer pa so njegova dela praktično več ali manj neprebrana danes. Mogoče bi bilo zanimivo odkriti še kaj več o tem avtorju.
Ja, hvala lepa. Bi na tem mestu res se zahvalil vsem vam, ki ste bili ta večer z nami, našemu gostu, Pater Damjanu, za te besede razlage, spodbude, tudi za naše duhovno življenje. Naj se res v tem duhu razidemo. Kdor želi, lahko zadaj kupi tudi izvod knjige. Mislim, da je danes še kakšen evro cenejši, tako da po 15 evrov lahko dobite zadaj. Sicer vam pa želim veliko blagoslova na vaših poteh in zaupanja v Božjo previdnost.